Gizmo, pridi! A si ga videl v slow motionu? Sam sebe zamenil za gorsko kozo. Gizmo, pridi dol! Ne se ti zabavati, le laboda. Gizmo, a si videl laboda? Zdaj pa že sonce gor, tako da ne vidim niti enega razloga, zakaj se ne bi šli sladko-kisle. No pa dajmo kar začeti. Ta prva ta sladka je oprema Scoutline. Ampak ne smete zdaj mešati, ne? To ni Fabia Scout, tako kot je recimo Octavia Scout, ki je dvignjena pa na vse možne načine prilagojena tudi za vožnjo po brezpotju. To v bistvu pomeni, da avto izgleda malo bolj fancy, ne? Da tale kvazi srebrn rob spodaj, da jo naredi, da je malo bolj terenska, ampak v resnici sploh ni. Vse zadnje je tudi nekaj podobnega, ne? In ta zadeva je v bistvu meni všeč, ker kakršnakoli stvar, ki malo popestri avto, pri meni dobi palc gor. Pa če je to taka orang zaresna stvar, ali pa sam šminka. Gizmo? Spet je nekam šel. Ta druga ta sladka je pa motor, 1,2 litrski turbobencinar. To je pa zaradi njegovih splošnih lastnosti, ne? Recimo v tem primeru razvije, zdrav stari, v tem primeru razvije 66 kW, to je tam okrog 90 konjev, je pa zelo živahen, zelo tih, pa izredno odziven. A veš, ta feeling na stopalki je meni ful pomemben, ne? Da jaz naredim takole, hočem takoj slišati, da motor naredi, ne pa da narediš takole, pa počakaš malo, pol pa naredi. Veš, kaj hočem reči? Lej ga tukaj je. Dost neopadljiv, a? Kje si petarda? Prid sem, no? Si šel na Jago? Aj, kje robe? Povej mi, no? Kar se pa porabe tiče, jaz s celim avtom delam salte pa prevale, ne? Pa ne gre čez 6-8. Ker sem se pa potrudil, pa malo bolj umirjeno peljal, pa ni šlo niti čez 6. Ta tretja ta sladka je pa, kako se tale avto pele. Je pa res, da bom jaz tele vozne lastnosti tako razdelil malo med sladke pa med kisle. Boste videli pol. Splošno mi je všeč, da je ta avto na cesti razmeroma nevtralen, predvidljiv, pa da se, če ti tako hočeš, zna tudi kar dosti športno peljati. No, toliko tem za enkrat, ampak sem se še vrnemo. Ta četrta, ta fajn stvar, kaj pa drugega? Prtlažnik. A veš, tega hudiča je za 530 litrov. To je v bistvu za ene 25 litrov več kot prej, ne? Če pa zice butneš dol, ga je pa za skoraj 1400 litrov. Pa še nekaj, tale kot odpiranja prtlažnih vrat je v primerjavi s prejšnjo generacijo še malo večji. Ma pa ta kufer še eno tako dosti zanimivo prednost. Le kakšna predala ima na obeh stranih. Vidiš to? Ta je ta lev, ta je pa ta desen. Pa še ta zadnja, ta peta, ta sladka. Dostopnost. Malo berem zdajle, ne. V bistvu tale testni avto, to sem mislim, da že enkrat povedal, takrat, ko sem ga prevzel, stane 15 883. Mislim, dejansko, veš, glede na kvalitete, ki jih ta avto ponuja na prostor, na v bistvu zelo fajn motor, se meni to zdi kar v redu cena. In tudi tale dodatna oprema se mi zdi kar smiselno zbrana. Tako da pol iz 14,99 skočiti na 15 883 s pomočjo tegale. Ni to toliko neumen, veš? Res ne. Ok, zdaj pa še 3 une, ki niso toliko sladke. Prva je povezana s prostorom na zadnji klopi. Le bom jaz zdaj pokazal tole. Više si bom zdaj sopotniški sedež naštimal tako, da mi je približno udobno. Evo, recimo, da je to. Veš, koliko imam placa? Glih prav. Pol pa pogledaš zadaj, ko ima Ava sedež naštiman in vidiš, da prostora v bistvu sploh ni toliko. V bistvu sem hotel povedati, da bi v drugi vrsti rabo še od 3 do 5 dolžinskih centimetrov. Pa bi bila pa stvar veliko boljša. Pri ta drugi ta kisli se pa spet malo vrnem k voznim lastnostim. A veš, ki je lep asfalt pa dobra podlaga, se mi ta avto zdi super. Res se v redu pele. Pa se pa vsake toliko časa srečaš s kakšno luknjo pa kakšno grbino, se ti pa vsem zdi, da pismo, no, malo pretrdajo vsake toliko časa, a veš? To mi pa ni toliko všeč. Pa še ta zadnja ta kisla, ne vem, no. Glih fukiš mi pa tale avto res ni.